Lep pozdrav vsem, ki ste se udeležili današnjega informativnega dne na Biotehniški fakulteti. Lep pozdrav vsem, ki bi radi izvedeli čim več o študiju živilstva in prehrane na oddelku za živilstvo, vsem, ki boste v naslednjem šolskem letu morda naši študenti oziroma bruci na Biotehniški fakulteti. Upam, da se dobro slišimo. Verjamem, da bo predstavitev tekla brez težav. Omenil bi, da bomo prvi del predstavitve tudi snemali, saj bo možen naknaden ogled potem na spletu. Torej, moje ime je Tomaž Požrl, sem profesor na oddelku za živilstvo in bi danes rad s svojimi kolegi poskušal čim bolj slikovito približati študij živilstva in prehrane. Seveda nam je žal, da ne moremo informativnega dne izvesti v živo in vam omogočiti ogled našega oddelka za živilstvo, saj so nam vsem dobro znani razlogi, ki so nas primorali k tej predstavitvi preko spleta. Po zaključeni predstavitvi boste seveda imeli možnost postavljanja vprašanj, s kolegi vam bomo odgovarjali in poskušali zagotoviti vse informacije, ki jih dejansko potrebujete in želite. Opozoril bi tudi na to, da lahko med samo predstavitvijo v bistvu tudi postavljate vprašanja že v chatu in bodo kolegi, ki so povezani v to predstavitev, poskušali enostavno vam na ta vprašanja že odgovoriti. Če ne, bomo pa seveda na koncu odgovarjali na vprašanja tudi v živo. Torej, če začnemo, nekaj oddelkov Biotehniške fakultete, med njimi tudi oddelek za živilstvo, v bistvu se nahaja v najbolj zelenem delu Ljubljane, torej pod Rožnikom, v bližini živalskega vrta. Kot lahko vidite, v bližini nastaja nov študijski center, torej Fakulteta za računalništvo, Fakulteta za kemijo. Tukaj nekako se nahaja oddelek za živilstvo, ki je seveda dostopen z večjih strani, bodisi zgornje, spodnje strani, torej tako s sredstvi javnega prevoza, kot tudi z lastnimi prevoznimi sredstvi. Zdaj, okolje, v katerem delujemo, je dejansko zelo stimulativno, saj nam narava v vsakem letnem času pričara res paleto različnih barv in verjamem, da boste tisti, ki se boste odločili za študij na oddelku za živilstvo, seveda tudi nad tem navdušeni. Biotehniška fakulteta je članica Univerze v Ljubljani in kot vidite, ponuja celo paleto različnih študijskih programov, seveda programov na prvi stopnji, med katerimi je tudi program živilstva in prehrane, potem seveda tudi programov na drugi oziroma podiplomski stopnji, torej magistrske študije in seveda tudi doktorske študije. Danes bomo našo predstavitev posvetili seveda predvsem našemu študiju. To z veseljem povem, ker sem že dolga leta profesor na tem programu in seveda tudi bivši študent. Torej, študij živilstva in prehrane je dodiplomski študij, ki traja 3 leta oziroma 6 semestrov. Izvajamo ga kot redno obliko študija, nekako vpisne pogoje lahko definiramo predvsem povezave z opravljeno maturo in poklicno maturo ter dodatnim 5. predmetom, ki pa zaenkrat ni nič posebej definiran. Pomembno je, da opravite seveda dodaten 5. predmet. Število vpisnih mest, kot vidite, je 70, poleg tega je nekaj odprtih mest tudi za študente iz tujine, tako da ponavadi moram reči, da v zadnjih letih vpišemo tudi nekaj študentov iz drugih držav. Torej, ko zaključite študij, pridobite strokovni naziv,
diplomirani inženir, inženirka živilstva in prehrane. Kaj pravzaprav poskušamo sporočiti, naučiti naše študente oziroma kakšni so cilji študijskega programa. Predvsem želimo usposobiti strokovnjake, ki bodo sposobni celostnega pogleda na različne aktualne teme povezane z živilstvom, torej s predelavo, pridelavo, pojmi kakovosti in trženja hrane ter prehrano kot nekim naravnim nadaljevanjem živilstva, torej predvsem poudarjamo to tesno povezavo med živilstvom in prehrana, ki jo prepoznavamo kot nek zdrav, varen način prehranjevanja oziroma normalen razvoj in ohranjanje človekovega zdravja. Predmetnik študija živilstva in prehrane, kot vidite, kar nekaj obvez, seveda, ki so razporejene, potem smo rekli v 3 študijska leta. Načeloma morajo študenti opraviti torej 25 obveznih predmetov oziroma poslušati in opraviti se obveznosti pri 25 obveznih predmetih. Poleg tega imajo študenti na voljo tudi 10 izbirnih predmetov, od katerih izberejo pravzaprav 3, enega v 2. letniku in 2 v 3. letniku. O posameznih predmetih boste izvedeli več v nadaljevanju. Pomemben del našega izobraževanja je tudi strokovna praksa, ki jo lahko opravite v 2. ali 3. letniku. Če povzamem, za zaključek študija živilstva in prehrane mora študent nabrati 180 kreditnih točk, ki so enakomerno porazdeljene med vsemi 3 letniki, vidite 3x60 kreditnih točk, ko seveda opravite vse obveze, pridobite že prej omenjen naziv. Kaj so področja, s katerimi se seznanite oziroma ki jih poznavate tokom študija živilstva in prehrane, torej katere vsebine so zelo pomembne na našem študiju. Torej, kot vidite, predvsem različne vsebine povezane z vidiki predelave, kakovosti živil, varnosti živil, tudi trženja živil in na drugi strani mnogi pomembni pojmi povezani s humano prehrano, načini prehranjevanja v različnih življenjskih obdobjih, telesno dejavnostjo in tako naprej. Torej, veliko zanimivih tem, ki seveda se z njimi seznanjate pri različnih predmetih tokom celotnega študija. Zdaj, če pogledamo, kako pravzaprav izgleda tale predmetnik, kot vidite, imamo obvezne predmete razdeljene nekako v 4 skupine. Seveda začne se z osnovnimi bazičnimi predmeti, kot so matematika, kemija, biologija, fizika in drugi, potem pa recimo skupina bolj inženirskih, tehnoloških predmetov, kjer se ukvarjamo z različnimi vidiki predelave živil, vidite recimo osnove predelave živil, razne tehnologije, pakiranje živil in tako naprej. Potem zelo pomemben segment kakovost in varnost živil, kar je seveda en od zelo pomembnih trendov, torej zagotavljanje varnosti živil in kakovosti. To so področja, s katerimi se zelo intenzivno ukvarjamo tudi v raziskovalnem smislu na našem oddelku. Zelo pomembna je tudi prehrana, vidite fiziologija presnove, osnove prehrane in drugi obvezni predmeti, ki vam ta vidik humane prehrane seveda zelo približajo. Nabor predmetov nadaljujemo z izbirnimi predmeti. Kot sem že prej omenil, 10 različnih izbirnih predmetov, ki si jih po želji seveda izberete. Kot sem že omenil, enega v 2. letniku, 2 v 3. letniku. Izbirni predmeti so namenjeni predvsem poglavljanju posameznih tem, predstavitvi izbranih tem na nekaterih področjih, bodisi tehnoloških področjih, spet področji povezanih z
recimo mikrobiološkimi preiskavami živil, prehrano, prehranskimi navadami, senzoričnimi metodami in tako naprej. Zelo, zelo pomemben segment študija na živilstvu in prehrane je seveda praktično delo. Kot tukaj vidite slikce iz različnih terenskih vaj, ki so, bom rekel, del načrta izvedbe vsakega predmeta skoraj. Predvsem bi na prvem mestu izpostavil laboratorijske vaje, ki so obvezen del vseh predmetov, praktično vseh predmetov na našem študiju, kjer seveda študenti v laboratorijih, ki jih imamo na oddelku, opravljate zelo konkretno praktično delo. Potem že omenjene terenske vaje, seminarske vaje in zelo pomembna praksa, ki smo jo v zadnjih letih dejansko še bolj intenzivno vključili v naš program in na nek način podaljšali samo prakso, tako da morate v recentnem programu izvedbe študija živilstva in prehrane opraviti enomesečno prakso, ki jo opravljate lahko v različnih organizacijah. No, če pogledamo malo, kako so predmeti razporejeni med leti, torej v prvem letniku seveda predvsem bazični predmeti, ki, kot vidite, imajo različno število kreditnih točk. V vsakem primeru, ko zaključite prvi letnik, opravite oziroma zberete 60 kreditnih točk. Potem seveda v drugem letniku že nekoliko bolj specifične vsebine, torej nekako bolj že povezane konkretno s študijem živilstva in prehrane. Seveda osnove za boljše razumevanje teh predmetov pridobite v prvem letniku. In pa potem še nadgradnja v tretjem letniku, ravno tako bolj specifični tehnološki in prehranski predmeti. Še enkrat, v vsakem letu 60 kreditnih točk, tako da potem na koncu enostavno pridobite že prej omenjenih 180 točk. No, tukaj na sliki lahko vidite študijski koledar. Zelo pomembno je, da je študij na živilstvu in prehrani v bistvu razdeljen na 4 bloke. Nekako na koledarju vidite, da zimski semester se začne ponavadi 1. oktobra in traja nekako skoraj do konca januarja. Zimski semester je razdeljen na 2 bloka, prvi in drugi blok. Po zaključenem torej zimskem semestru sledi zimsko izpitno obdobje, ki traja približno en mesec, in potem seveda z začetkom pomladi, kar bo letos čez en teden približno, začnemo s poletnim semestrom, ki traja do prvih dni junija. Ravno tako je tudi poletni semester razdeljen na 2 bloka. Vmes med posameznimi bloki imamo en teden, ki je namenjen morda tudi preverjanju znanja, različnim drugim aktivnostim. No, in po zaključenem poletnem semestru seveda poletno izpitno obdobje in proti koncu avgusta oziroma med septembrom, torej v septembru, tudi jesensko izpitno obdobje. Seveda lahko vidite, da je julij praktično čisto bel, kar pomeni, da bo čas tudi za kakšne počitnice vmes. Torej, oddelek za živilstvo, par slik, ki nekako prikazujejo to barvitost našega okolja. Lahko povem, da je oddelek za živilstvo razdeljen na 4 osnovne organizacijske enote, ki jim pravimo katedre, v okviru katere imamo tudi eno skupino za humano prehrano. Zaposlenih je nekaj čez oziroma okrog 70 sodelavcev, številka iz leta v leto nekoliko varira. Torej, tu smo učitelji, profesorji, asistenti, torej tehniški sodelavci in tudi različni raziskovalci, ki so seveda vpeti predvsem v raziskovalni segment naše aktivnosti. Torej, prodekanja za področje živilstva je profesor dr. Lea Demšar in zdaj bi vas prosil,
če lahko prisluhnete njenemu pozdravnemu nagovoru. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in v imenu celotnega učiteljskega zbora oddelka za živilstvo. Pozdravljeni v virtualnem okolju, v katerem se bomo zelo potrudili, da vam bomo predstavili študij živilstva in prehrane in vas navdušili zanj. Želimo si, da zvečer zaspite z mislijo, ja, študentka biotehniške fakultete bom, ja, študij živilstva in prehrane je najboljša izbira zame. Dobrodošli. No, tako nas je lepo nagovorila naša šefica, kakor ji tudi radi rečemo, torej predstojnica oddelka za živilstvo. Tukaj je seveda še cel kup pomembnih oseb, morda bi izpostavil predsednico komisije za študij na prvi in drugi stopnji, profesor dr. Barbaro Jeršek, našo glavno tajnico, magistr Selmo Uršulo Muhar in referentko za študijske zadeve, gospod Nino Kastelic, s katero seveda se v fazah vpisa in potem tudi fazah zaključka študija zelo pogosto srečujete. No, če gremo naprej, torej oddelek za živilstvo smo že prej omenili, je nekako razdeljen na 4 osnovne enote, in sicer katedre, ki jih bomo v nadaljevanju nekoliko bolj detaljno predstavili, torej katedra za tehnologije rastlinskih živil in vino, katedra za tehnologije mesa in vrednotenje živil, katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, katedra za biokemijo in kemijo živil. V okviru katedre za tehnologije rastlinskih živil in vino imamo tudi skupino za humano prehrano in zelo pomembne podporne enote, kot je knjižnica živilstva, referat za študente in tajništvo. Katedra za tehnologijo rastlinskih živil in vino, v kateri sodelujem tudi sam, se v osnovi ukvarja predvsem s predelavo rastlinskih živil oziroma rastlinskih surovin, z različnimi transformacijami teh rastlinskih živil in spremembami med procesi predelave. Kot vidite, se udejstvujemo na predvsem 3 področjih, podobno bomo videli tudi pri ostalih katedrah, torej pedagoško delo, raziskovalno delo in strokovno delo. Zelo na hitro, namreč teh aktivnosti je ogromno. Torej na pedagoškem delu pokrivamo predmete povezani predvsem, kot sem že povedal, z predelavo rastlinskih živil, recimo tudi pakiranje živil je sestavni del našega predmetnika. Raziskovalno delo na mnogih področjih, predvsem torej, kot sem že omenil, transformacijah rastlinskih živil, različnih sekundarnih metabolitih in podobne zadeve. Pomembno je pa tudi naše strokovno delo, kjer sodelujemo z različnimi inštitucijami, živilskimi firmami, ministrstvi, gospodarsko zbornico in tako naprej. V okviru naše katedre deluje skupina za humano prehrano, ki se zelo intenzivno v bistvu povezuje seveda z področjem prehrane, tako na pedagoškem delu, kot vidite, predmeti osnove prehrane, klinična dietetika in epidemiologija prehrane, prehranske navade in drugo, in pa tudi na raziskovalnem področju, kjer se ukvarjajo z različnimi prehranskimi navadami, vrednotenjem prehrane v različnih ustanovah, načrtovanjem prehrane in tako naprej. Kolegi na katedri za tehnologijo mesa in vrednotenje živil, podobno kot na prej omenjeni katedri, seveda osnovna stroka se ukvarja z predelavo mesa, vrednotenjem različnih sprememb. Vidite v pedagoškem delu njihovega udejstvovanja, torej veliko predmetov povezanih s tem. Seveda moram izpostaviti tudi drugi del katedre, ki se ukvarja predvsem z vrednotenjem živil, z različnimi analizami živil, od kemijskih do senzoričnih in še s čem drugim. Raziskovalno delo temelji na podobnih izhodiščih
in prav tako tudi strokovno delo, sodelovanje z različnimi živilskimi firmami, z različnimi organizacijami, šolami, spet ministrstvi in tako naprej. Naslednja katedra, že iz imena lahko sklepamo, torej katedra za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil, glavna tema njihovega dela je spoznavanje mikrobov, mikrobiologije, raznih procesov povezanih z mikrobiologijo, raznih metabolitov, ki so posledica mikrobiološke aktivnosti. Kot vidite, pedagoško delo, osnove mikrobiologije, torej osnove biotehnologije, higiena živil, zelo pomemben vidik je tudi varnost živil. Na tem področju delujejo tudi raziskovalno, še enkrat razne mikrobne združbe, mikrobne interakcije, različni metaboliti mikrobnega delovanja in podobno, seveda tudi z vidika strokovnega dela, ravno tako sodelovanje z različnimi inštituti in drugimi pomembnimi inštitucijami v Sloveniji. No in še zadnja oziroma prva, kakorkoli želite, torej katedra za biokemijo in kemijo živil. Že iz njihovih predmetov oziroma pedagoškega dela lahko vidimo, da se ukvarjajo z bazičnimi znanji, torej kemija, biokemija, živilska kemija, analizne metode v živilstvu, zraven pa znanstveno zelo intenzivno z mnogimi kemijskimi transformacijami, z mnogimi sekundarnimi metaboliti, membrane, lipidi, proteini, encimi, torej z zelo širokim področjem kemije in biokemije. Ravno tako tudi v strokovnem delu izvajajo različne analize, tudi za zunanje sodelavce, aktivni so na mnogih področjih, ki seveda so povezani z biokemijo in kemijo. No, tukaj smo vam pa predstavili nekaj utrinkov iz naših laboratorijev in prosim, če lahko temu prisluhnete.
No, kar nekaj zanimivih utrinkov, ki jih boste seveda deležni tudi sami, če se boste odločili za študij na oddelku za živilstvo. Zelo pomemben podporni del študija, sodelovanja med učitelji in študenti je seveda knjižnica in indeks služba oddelka za živilstvo. Torej, v naši knjižnici lahko najdete seveda številne učbenike, znanstvene knjige, enciklopedije in predvsem tudi revije z različnimi znanstvenimi članki iz različnih področij. Torej, takoj, ko postanete študent biotehniške fakultete, seveda vam dodelijo tako imenovan oddaljen dostop, kjer lahko od doma seveda brskate, listate po mnogih znanstvenih revijah in dostopate do mnogih člankov, ki so seveda zelo pomemben del študijskega procesa, tudi pomemben del pri pripravi različnih seminarjev in podobno. Da je pa študij na oddelku za živilstvo oziroma biotehniški fakulteti še bolj zanimiv, pa poskrbi tudi mednarodna aktivnost, mednarodna dejavnost, namreč programi Erasmus+, predvsem tudi CEPUS, omogočajo izmenjavo, torej tako za študente, kot seveda tudi za profesorje, učitelje. Torej, primarno se posvečamo seveda pri tej predstavitvi možnosti izmenjav za študente. To pomeni, da lahko tokom študija del svojih obvez opravite tudi na kakšni drugi univerzi, v kakšni drugi državi. Nabor teh držav je zelo, zelo raznolik. Istočasno pa tudi študenti iz drugih držav prihajajo na našo fakulteto in tu opravijo del svojih študijskih obvez. Torej, zelo zanimivo in verjamem, da nam bo o tem lahko kaj povedala tudi predstavnica tutork. Torej, z nami gre lažje, pravijo naši tutorji. Sistem tutorstva je sestavljen nekako strani učiteljev tutorjev in pa študentov tutorjev, katerih koordinatorica je Monika Lah. Monika, pozdravljena, se slišimo. Živja se. Zdravo. Predajam besedo in vas prosim, da poskušate torej bodočim študentom približati sistem tutorstva in pravzaprav povedati, zakaj pravzaprav gre. Živja, moje ime je Monika. Kot je profesor Požaru že povedal, sem predstavnica oziroma koordinatorica tutorjev na biotehniški fakulteti in tudi na oddelku za živilstvo deluje neka tutorska mreža in ima vsak študent, ki je že eno leto starejši od vas, pač vaš letnik čez. Pač en študent ima čez en letnik, vam je na voljo za vprašanja, za dileme, vam pomaga se pripravljati na izpite. Zdaj, mene samo zanima, odmeva ful. Ne, v redu je. Monika, jaz vas dobro slišim. Morda še kakšen vtis? Aha. Ja. Zdaj, glede samega študija na živilstvu in prehrani, meni se... Aha, imamo malo težav, Monika. Ja, malo vas prekinja. A je zdaj v redu? No, tudi to se zgodi. Ja, zdajle vas slišim, upam, da bo v redu tudi v nadaljevanju. Kar, prosim. Ja, se opravičujem. Zdaj, sam študij živilstva se meni zdi dober študij, boste izvedeli veliko stvari, veliko znanja širokega boste dobili. Ziher bodo predmeti, ki vam ne bodo všeč, ali pa profesori, ki vam ne bodo na kožo pisani, ampak se mi zdi, da je to čisto na vsakem faksu in s katerimkoli študentom se boste pogovarjali. Je pa dejstvo, da na tem oddelku so profesori izredno, izredno dostopni in na voljo za kakršnakoli vprašanja ali pa vam bojo priskočili na pomoč, če imate težavo. Tukaj, v bistvu, kar je meni največ pomenilo, je to, da smo se s profesorji in z asistenti zelo dobro razumeli. In so tudi vedno pripravljeni pomagati. Monika, hvala za te pozitivne informacije, seveda, kar izvolite. Mogoče še ne razmišljate o tem, ampak vam bo ta študij tudi odprl en kup
zaposlitvenih možnosti. Če se boste malo znajdli, boste imeli en kup zanimivih možnosti za delo in ponudb na različnih področjih, tako da tudi to je en velik plus. Hvala lepa. Torej, kot ste slišali kolegico Moniko Lah, ki vam je predstavila nekatere pomembne vidike. Še enkrat, tutorstvo je sistem, ki je vzpostavljen v okviru fakultete, tudi univerze, ki na nek način pomaga z mrežo tutorjev, učiteljev in tutorjev študentom pri najrazličnejših težavah, ki se lahko znajdejo na poti študentov. Gremo naprej. Naslednji pomemben vidik, ki ga je potrebno izpostaviti, je alumni klub, torej, ki ga organizira Univerza v Ljubljani oziroma ki organizira v kontekstu Univerze v Ljubljani. Seveda je to področje, ki bo za vas aktualno šele po zaključku študija. V vsakem primeru se nekako diplomanti, magistranti združujejo v neko združenje, ki ga imenujemo alumni klub in združuje torej ljudi, ki se ukvarjajo z istim področjem, omogoča pretok komunikacij, tudi informacije o potencialnih delovnih mestih in podobno. Gremo naprej. Da ne bomo govorili samo o študiju, bi izpostavil tudi zelo aktualne obštudijske dejavnosti, ki seveda so zelo raznolike in zelo zanimive in nekako v organizaciji teh dejavnosti absolutno prednjači Društvo študentov živilstva in prehrane. Tudi tukaj imamo predstavnico, Ana Buda je koordinator oziroma član tega društva in Ana, predajam besedo, par besed o vaših aktivnostih. Lep pozdrav z moje strani. Zdaj društvo sestavljamo študenti, ki si želimo tudi popestriti vsakdanji študijski proces, sodelujemo s profesorji, različnimi organizacijami, tudi izvajamo projekte kot strokovne delavnice, izobraževanje, tečaje, tudi ekskurzije. Na sliki vidimo ekskurzijo na Dunaj. Tam smo si ogledali pivovarno Pevek, tudi pokusili vina, šli v tovarno, ki predvsem proizvaja sladkor. Recimo letos smo organizirali dobrodelni projekt v decembru in se zabavamo in s tem tudi dobimo neka nova znanja in izzive. Zdaj bi sam še malo povedala o študiju, zakaj sem si ga sama izbrala. Predvsem zaradi tega, ker se mi zmeraj zdela priprava hrane in vpliv zelo zanimiv. In bi pa tudi poudarila, da je, kot ste videli, že pestro predmetnik, ti ni dolg čas, imaš tudi veliko število vaj, terenov, s katerim tudi lažje razumeš snov in veš, kaj se učiš. In tudi imaš zraven, kot že vidite, možnost se vključiti v različne projekte, imaš tudi čas za druge študijske hobije in se res lahko popestriš. Ana, hvala. Na kratko, imate se fajn, ne? Če smem takole povzeti. Dobro, super, hvala lepa za tale vaš dodatek. Morda na koncu še ena sklepna misel, zakaj pravzaprav študij živilstva in prehrane. Predvsem zato, ker boste pridobili znanja o zelo aktualnih temah, kot je živilstvo, predelava živil, sestava živil, kakovost in varnost živil, potem prehrani, uravnoteženi prehrani, uravnoteženem načinu prehranjevanja, prehranjevanju v različnih življenjskih obdobjih, ohranjanje dolgoročnega zdravja. Torej, veliko informacij o temah, s katerimi se vsak izmed nas srečuje vsak dan. Druga zelo pomembna tema, ki jo je potrebno poudariti, in kakor ste slišali že naše študentke, torej seveda pridobljeno znanje, ki vam odpira poklicno udejstvovanje na različnih področjih, poleg tega pa seveda to pridobljeno znanje
v bistvu je lahko osnova za nadaljevanje študija tudi na magistrskem in morda nekoč tudi doktorskem študiju. In pa predvsem bi rad poudaril tudi to, da pri študiju oziroma skozi študij naši študentje sklepajo prijateljstva, se povezujejo, študij je zanimiv, zabaven in te vezi ostajajo praktično za vse življenje. Še zadnja stran, rad bi vam predstavil torej virtualni sprehod skozi oddelek za živilstvo. Če dovolite, bom seveda preklopil na filmček, ki smo ga pripravili za vas. Predtem pa torej še informacija, da po zaključeni predstavitvi sledijo vprašanja, na katera bomo odgovarjali, in pa seveda nekako zahvala torej vsem, ki ste se udeležili na današnji predstavitvi. Rad bi vas seveda povabil, da naslednja leta vašega življenja preživite na oddelku za živilstvo in skupaj z nami prehodite to izjemno pot pridobivanja znanja. Hvala lepa vsem, zdaj pa še samo filmček, samo moment, da preklopim. A tudi tebe zanima, kaj se skriva za temi vrati? Pa poglejmo. Dobrodošli na oddelku za živilstvo. Tukaj se začne tvoja kariera na področju živilstva in prehrane. Za bruce bo ta predavalnica prav gotovo najbolj aktualen prostor, v katerem bodo sledili številnim predavanjem. Za temi vrati je tehnološki prostor in če te zanima, kaj to pomeni in kaj se v njem dogaja, se vpiši na živilstvo in prehrano. V analitskem laboratoriju določamo različne komponente hrane, ki dobro vplivajo na naše zdravje, recimo vitamine, kot tudi neželene, na primer mikotoksine. Laboratorij za senzorično analizo živil, kjer preizkušamo, katera hrana boljše diši in ugotavljamo, zakaj nam je nek izdelek všeč, drugi pa ne. V tem laboratoriju določamo osnovna hranila v živilih, kot so sladkorji, beljakovine in maščobe. V laboratoriju za industrijsko biotehnologijo potekajo različne fermentacije, kot je na primer proizvodnja kvasne biomase. V kemijskem laboratoriju poteka kapsuliranje materialov in proučevanje bioaktivnosti različnih komponent. Sejna soba oddelka za živilstvo je prostor za sestanke, izbirne predmete in tudi prostor, kjer se študij na drugi stopnji zaključi. V laboratoriju za živilsko mikrobiologijo boste spoznali mnogo stvari, ki jih v živilih ne želimo ali jih celo ne sme biti. Na primer patogene bakterije, kvarljivci, mikotoksini, okoljska onesnaževala, antibiotiki. Vinoteka. Vsi dobri letniki najdejo pravo mesto, kot vrhunska vina v vinoteki.